Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je ponedeljek, 28. julij 2025. Moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Poletne projekcije na prostem za marsikatero ustanovo in za številne gledalce predstavljajo vrhunec filmske ponudbe v celotnem letu. Požarni načrti za sončne elektrarne, kljub zakonske obveznosti gasilci prejemajo premalo dokumentacije. Tadej Pogačar četrtič slavil na dirki po Franciji, spremljali smo jo v živo. Slovenija si želi gostiti 3 etape največje kolesarske dirke na svetu. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. V juliju in avgustu se po vsej Sloveniji vrstijo filmske projekcije pod zvezdnim nebom, saj so letni kini že od nekdaj stalnica poletne kulturne ponudbe po vsej državi. Gledalke in gledalci danes uživanje v dobrih filmih v prijetnem poletnem vzdušju sprejemajo kot nekaj samoumevnega. Kako pa letne kine doživljajo organizatorji? Že oddaleč je opaziti, da se ponudba precej razlikuje. Nekatere projekcije so plačljive, druge brezplačne, nekatere potekajo na ustaljenih lokacijah, druge so premične. Ponekod dogodke organizira mestni kino, drugod zunanji ponudniki. Kljub številnim razlikam pa imajo večinoma skupno točko. Organizatorji radi priznajo, da si ne znajo več predstavljati filmske ponudbe brez letnega kina. Eden osrednjih ponudnikov tovrstnih dogodkov na Štajerskem je mestni kino Ptuj, kjer v primerjavi z mariborskim letnim kinom Minoriti večkrat spremenijo lokacijo projekcij. Letos tako prirejajo 2 ločena projekta. Sredi julija so na mestni tržnici priredili brezplačno projekcijo slovenske klasike Poletje v školjki, med 11. in 22. avgustom pa se bo odvrtel še filmski program na gradu Ptuj. Nekoliko drugačni model organiziranja filmskih projekcij na prostem pa ponuja Kino Veriga, ki sicer skrbi za filmski program v Rogaški Slatini, Slovenski Bistrici in v Brežicah. Poleg omenjenih lokacij podjetje letos prireja letni kino še v Podsredi in Šentjurju, piše Matic Majcen, ki je raziskal, zakaj se organizatorji lotevajo različnih postopkov organizacije letnega kina. Na mariborskih straneh pa preberite članek Andreje Kutin o filmskem večeru v Mariboru, ki je bil posvečen Mariboru ter pokazal, da Maribor ustvarjalce ima, nima pa priložnosti zanje. Peter Alisjak Tušek pa piše o festivalu Zebra, s katerim Slovenjgradec postane razposajeno mesto risank in igre za otroke in odrasle. Osrednja tema v žarišču danes pa so sončne elektrarne in njihova požarna varnost. Število sončnih elektrarn v Sloveniji narašča, a z njimi naraste tudi požarna varnost. Gasilci opozarjajo, da lastniki pogosto ne predajo požarnih načrtov, kar ob intervencijah otežuje gašenje in povečuje tveganje. V občini Maribor imajo denimo za več kot 2000 elektrarn le 240 načrtov. Požarni načrt, ki stane okoli 300 evrov, ni le formalnost, ampak ključna informacija za varno posredovanje. Gasilci zato pozivajo k oddaji dokumentacije in k regulaciji, ki bi načrte zahtevala že ob priklopu elektrarne. Pomanjkanje teh podatkov pomeni tudi pomanjkanje zaščite, tako za objekte, kot za tiste, ki jih rešujejo. Tema je pripravila Barbara Bradač. Danes v Večeru obsežno tudi o šampionu Tadeju Pogačarju. Tadej Pogačar je četrtič zmagovalec dirke po Franciji, športnega spektakla, največjega na svetu. S tem se je izenačil z Britancem Chrisom Froomom, pred njim je le še velika četverica. Gorenjec ima pred temi velikani celo prednost, ko govorimo o obetih, saj je pri 26 letih najmlajši v elitni družbi s 4 lovorikami. Pot do letošnje si je tlakoval 4 etapnimi zmagami. Že v prvem vetrovnem tednu na severu je osvojil 2, v Pirenejih je na Hutakam in v gorskem kronometru zadal smrtonosni udarec tekmecem, tudi Jonasu Vingegaardu, ki mu je 2-krat že strgal lovoriko. V Alpah pa je le nadzoroval peloton in prepričljivo slavil na Elizejskih poljanah. Za ulice prestolnice so Francozi tokrat pripravili svojevrsten spektakel. Malce razhudili so sprinterje, ko so v traso umestili vzpon na Montmartre, zaradi česar je bil vrstni red pri vrhu drugačen kot v zadnjih letih. Ne povsem, Wout van Aert
je ponovil sprintersko zmago iz leta 2021. Slavju naproti se je odpeljal po protinapadu prav slovenskemu šampionu, ki je ciljno črto prečkal z dvignjenimi rokami na 4. mestu. Slovenski uspeh je s 3. mestom dopolnil Matej Mohorič. Bi lahko dirka po Franciji gostovala v Sloveniji? Predsednik vlade Robert Golob je na začetku zadnje etape dirke po Franciji direktorju preizkušnje predal pismo o nameri za organizacijo začetka tura v Sloveniji leta 2029. Premier je izpostavil ključno vlogo slovenskih zvezdnikov za popularizacijo tega športa v Sloveniji. Vlada je s partnerji pripravila tudi brošuro s predlogi 3 tras. Prvo etapo so predvidevali od Novega Mesta do Ljubljane, na profilu bi bila namenjena sprinterjem, druga, bolj razgibana, bi kolesarje peljala od Nove Gorice do Portoroža, v tretji, začetkom v Kranju, pa bi bil cilj na Vršiču. Citiram, beseda je na sestanku tekla o marsičem. Navdušeni so bili nad tem, kako smo že pripravljeni na celoten projekt in prepričan sem, da bomo našli skupen jezik in da bo do realizacije tudi prišlo, je povedal Robert Golob. V Parizu je slavje Pogačarja spremljal Uroš Gramc, ki piše tudi uvodnik v današnjem časniku. Vabljeni k branju. To je bil Večerov dnevni podcast Večerje zjutraj 28. julija 2025. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.